Zdaj, ja, z nekimi sodobnimi orodji, kjer pa zdaj, torej, ali imamo nek CDP, ali je to zdaj dedicated, oziroma neka samostojna rešitev, ali je to del nekega marketing automationa, pa ima potem marketer ali pa marketing oddelek, dela segmentacije sam, ima to že pri sebi. V marketing automation, v omnichannel marketing automation orodju imamo potem tudi že povezane vse te kanale, ki jih aktiviramo, kar pa pomeni, da lahko zgradimo eno tako kampanjo precej hitrejš. Torej, naredimo primerne segmente, zgradimo automation, zgradimo content s pravimi personalization elementki in to zaktiviramo in imamo lahko v nekaj dneh tako kampanjo že pripravljeno. Cool. Best. Dobro, zdaj na koncu prideva pol do tega, kako analizirati te podatke, kako meriti uspešnost, torej kako bo marketer na nekem, rečemo, 4-letnem poročanju upravičeval obstoj marketinga oziroma obstoj ne, ampak svoje budžete pa ohranil oziroma večal. Zdaj, če vrneva se nazaj na tisto, kar sem prej rekel, da je marketingaši oziroma marketerji nimajo tega vpliva, da vplivajo res na neke poslovne rezultate, je res ta problem današnjega časa, je, da imajo, ne vem, podatke o performancu v Google Analyticsu, ki ga zdaj uporabljajo tako nekih 3 do 5 reportov, pa imajo neke podatke v kampanjah v zdrobljenih v pač različnih sistemih. No. In zdaj, seveda, to ti želiš zavedno za vodstvo spraviti tako rečeva na en Excel, ne, da to približno zgleda, ne. In porabiš kar nekaj časa, da vse to urediš, potem je še ta verjetnost, da veš, še vedno tle je ta dvoma, ne. Aha, to je res tak vpliv, a veš, ker če zdaj ti neke podatke, ki so anonimizirani, daješ skupaj, rečeš, aha, ja, tukaj sem imel nek spike v Google Analyticsu, delali pa smo zraven to, se pravi, tako statistično je neka domneva, da je to povezano, ne. Zdaj, danes, a ne, če pa ti imaš platformo, ki je omnichannel, kjer imaš na enem mestu to, je pa dejansko ti vidiš učinek, sploh vse zdaj te platforme, ali pa to, kar mi delamo, sledijo aktivnost tudi na spletni strani, beležijo konverzije, beležijo tudi v bistvu lahko offline konverzije in ko ti povežeš nekega posameznika v to, ti zelo hitro vidiš, koliko teh aktivnosti, ki si jih delal, ali pa nekih strategij, taktik, katere si naredil, dejansko vpliva na prihodke, ne, se pravi. Hkrati boš pa tudi videl na drugi strani, in to bo ta odgovor, ne, ko boš prišel z nekim reportom pa rekel, aha, toliko taktik smo zdaj delali, oziroma dodana, ali pa recimo 30% revenue je posledica aktivnosti v marketingu in recimo pa predstaviš, katere so pa najbolj uspešne strategije, na koncu katere najbolj uspešne kampanje. Hkrati pa lahko tudi predstaviš, ne vem, neke trende, ki se dogajajo, se pravi, kaj ljudje v bistvu iščejo, kaj so neke anomalije, ki se začnejo pojavljati, se pravi, te neke insights, rečemo temu, ne, ali pa v poglede bi bil to nek slovenski prevod, ker se mi zdi, da tam se še več skriva, kar si v Excelu itak zgubil, vse te podatke si ti res bolj tako statistično prikazoval nek vpliv, tukaj pa dejansko lahko potem spremljaš pa vidiš, aha, zdaj ta nek segment se mi zelo povečuje, tukaj lahko nekaj naredim, tukaj vidim, da je ful večja odzivnost, da nek kanal dobiva na veljavnosti, mogoče lahko del fokusa daš bolj na nek kanal, mogoče ugotoviš, da boš realociral budget iz Google AdWordsa, zato ker ne mogoče search v majhnem upadu, tudi zaradi vsega tega AI-ja in vsega tega, pa boš videl, da ti pa recimo, ne vem, Meta kot taka pa še veliko bolj deluje, ali pa boš, ne vem, rekel, ok, dajmo ta denar mogoče v ustvarjanje vsebine na TikTok, ker pač v Sloveniji ne moreš raven to še noter oglaševati, ampak boš, ne vem, pa na ta način naredil. Sej platforme se razvijajo, mogoče tudi da dodaš neke stroške, ki mogoče niso res ravno tam nastali, ampak vseeno imaš neko orodje, ki ti na enem mestu to zbira. No. Ja, torej v nekem reporting orodju, zdaj spet je to del, kar omnichannel customer experience rešitve, ali je to zdaj pač nek BI, se nima veze, ampak na enem orodju trekaš, slediš torej vsem nakupom, vsem attributionom oziroma vsem kanalom, ki so se zgodili. Tako. In potem analiziraš posamezne customer journey, ne? Ja, pa v bistvu si v real time, ne? Ni zdaj tukaj potrebe, če res nimaš nekega posebnega procesa, veš, to lahko vsak dan pogledaš, na tedenski ravni se odločaš, spet ta hitrost, ne? Hitrost pa vemo, da je danes denara, ne? Pa odzivnost, pa agilnost, pa vse to.